veliko vrednostnih sodb. Jaz sem nekajkrat protestiral proti temu. Dobili smo razne vzdevke. Rečeno je bilo, da smo poniglavi. Veste, kaj pomeni poniglavi slovensko? Potuhnjeni hinavci. Jaz tu ne vidim med nami nobenega potuhnjenega hinavca. Prav nobenega. Gospod Ciril Zlobec je rekel, da smo super Slovenci in super meni. Nismo niti super Slovenci, nismo niti super meni. Smo pa nekdo, ki za razliko od mnogih razmišljamo za svojo glavo. Čas je enoumja. Časi, ko smo morali, poudarjam, morali razmišljati tako, kot nam je nihče od zgoraj povedal, tako kot so mislili politični voditelji takrat. Včasih smo morali tako razmišljati kot oni. Danes pa tega ni potrebno. In lahko povemo tisto, kar mislimo. Danes je gospod Predin rekel, glasbenik, da je potrebno arbitražni sporazum podpreti zato, da bomo s tem pregnali vse nacionaliste. Torej smo tisti, ki smo skeptični in ki smo proti temu arbitražnemu sporazumu zato, ker je slab. Ker želimo zaščititi slovensko ozemlje in morje nacionalisti. Jaz mislim, da nismo. Jaz sebe nimam za nacionalista. Peljemo strpno referendumsko kampanjo, poskušamo se pogovarjati argumentirano, nikogar nismo napadali, nikogar nismo tako ali drugače vrednostno sodili. Medtem, ko za druge to pač ne drži. Kakšna je bila vloga Slovenske ljudske stranke ves ta čas? Leta in leta, desetletja. Ves čas je imela zelo jasno, precizno, če hočete, stališče, kar se tiče tega vprašanja. Zaradi tega so se mnogi norčevali iz nas. Šikanirali. Takrat, ko se je htelo pokazati, morda ne za papirji, ampak tudi fizično, kje je slovenska zemlja in kje je slovensko morje. Takrat so se norčevali z nas. Včeraj je bilo rečeno, kaj bo za Slovensko ljudsko stranko, ko več ne bo problematike meje. Nič. Kaj bi pa bilo? Tistim, ki se veselijo tega, da bi morda, ker to je bilo nakazovano, da bo Slovenska ljudska stranka izpadla z parlamenta zato, ker bo rešen problem meje. Hudo se motite, vsi tisti. Hudo se motite. Slovenska ljudska stranka ni še rekla svoje zadnje besede, zagotovo ga ne. Norčevali so se iz Jorasa, ki je pravzaprav bil edini, ki se je upal izpostaviti in tam držati svojo glavo in tako naprej. Seveda od mnogih, ki so pomagali pri tem. Sprašujem te, ki bodo pripravljali memorandum za arbitražno sodišče, če bo seveda do tega prišlo. Ali ne bodo uporabili teh vseh gradiv, ki so nastali ob Jorasu. Z velikim veseljem bodo to uporabili v preprečevanju arbitražnega sodišča, da je tisto ozemlje na levem bregu Dragonje slovensko. Z velikim veseljem. In jih ne bo sram. Z nas so se pa norčevali. Zato, ker je to tam počela neka kmečka stranka, ki nima skratka blage veze, ne? In nabira politične točke na tem pomembnem vprašanju.
3-krat je bila vložena resolucija o meji s Hrvaško strani Slovenske ljudske stranke. Prvič, mislim, da leta 2001. Drugič, se mi zdi, leta 2006. In tretjič, leta 2008. V vseh vladah je bila predlagana resolucija o meji. In v vseh vladah, vsi ti so bili zraven, ki se nočujejo iz nas, ki so se nočevali iz nas. V vseh vladah smo predlagali resolucijo. Zakaj? Zato, da bi ta debata, ki jo danes vodimo, ko je pravzaprav že vse zavoženo, da bi se ta debata odvila takrat. Da bi si takrat povedali, kakšne so možnosti za razmejitev, kakšne so možnosti, da pridemo do mednarodnih voda, kakšne so možnosti pri Dragoni, kakšne so možnosti pri Hotizmu. In veste, kaj se je dogajalo? To je zadnjič, kolega Bajca ni tu, ne? Josip si tu? A ni. Zunanji minister ga je poklical na kosilo in ga je prepričeval 1 ali 2 uri, da se resolucija umakne, ker je to nepotrebno. Ne bom rekel, ker je zunanji minister je to bil. Skratka, Slovenski ljudski stranki očitati, nam očitati, rajše bom rekel, vam očitati, ker mene takrat še ni bilo zraven, da je vodila nekonsistentno politiko na vprašanju hrvaške meje, to pa je sprenevedanje brez primere. Da ne bom rekel svinjarija. Pa še kakšno hujšo besedo bi lahko k temu povedali. Danes smo pri tem, da je megla tako gosta, da najbrž več nihče ne vidi ničesar. Različni razlogi so za to. Pa vendarle, ocenjujem, da je potrebno vztrajati pri načinu kampanje, kot smo ga začeli, in ga na takšen način tudi končati. Z prepričljivo, vsebinsko in argumentirano besedo. Z trezno in hladno glavo. Provociranja še bodo. Zagotovo pričakujejo, bom rekel, tudi kakšne incidente. Jaz pozivam vse, ne nasedati na te zadeve. Želim, da Slovenska ljudska stranka po vseh teh letih prizadevanj za to pravično mejo, tokrat pokončno dokonča to volilno kampanjo. Pokončno in ponosno dokonča referendumsko kampanjo. Se rekel volilno. Me malo zanaša. Torej, to referendumsko kampanjo. Jaz mislim, da je to edina prava pot. Na nasprotni strani se vidi nervoza, vložek je velik, grozljivo velik, pač ne bom zdaj razglabljal, zakaj je ta vložek, najbrž verjetno predvsem zaradi teže, ki je vlada dala temu projektu. Ampak tudi to nas ne sme zanesti. Še nekaj bi opozoril. Dobrososedski odnosi so te dneve, bom rekel, velikokrat bili izrečeni.